Dobro jutro, bojevnice in bojevniki pomladi narodov. Ja, mi smo bili večkrat opozorjeni, da tik pred zoro je najtemneje in kakor gledam in opazujem, spremljam in seveda tudi doživljam, je pa zgleda temu res tako. Kar je v mojim očem, tretjemu očesu, ki se mu reče intuicija, pa usporedno zaznavanje stvari. Se pravi, kar je tem mojim zaznavam dano videti, je res noro stanje. Nekako sem si predstavljal, da v Sloveniji bomo po enih 2 letih ipak vzpostavili že neko mrežo ljudi, kjer nas bo kar nekaj, ki bomo zagovarjali korektno. Mnogo je bilo glasnih nekih ljudi, ki so kričali pa šli, zdaj v mislih imam nekega Rubina pa Balinovo, pa še jih je teh kar nekaj. Imamo ogromen teh, ki še vedno vztrajajo, pa vrtijo en in isti tekst, mičken ga zaobračajo, pa je v bistvu eno in ta isto. Jaz se trudim biti širok, trudim se 1001 vsebino ven potegniti, ker dejansko gre za neskončni svet igral in razumevanja. Ipak, rad bi v bistvu poenostavil to življenje, rad bi rekel, to je Kekčevo življenje, to ni nobena filozofancija. Dejstvo pa je, da so se ljudje hudo zapletli v eno gromozansko stvar, ki smo jo definirali kot laž, kot neresnica, iz vzgiba sovraštva, mržnje ljudi in situacij ter konec koncev samega sebe. In največja laž na svetu je, da ljudje igrajo ljubezen, torej pretvarijo se, jaz tudi sem za ljubezen, srečo, svobodo, pa to, pa pride pa malo do bolj podrobnega vpogleda, pa vidiš, da temu ni čist nič tako, ampak je v bistvu kontra. Mnogo časa smo rekli, ljudje so zaspani, pa zavedeni, pa ovo, zdaj pa v bistvu je realnost druga. Ne morejo več reči, jaz pa nisem vedel, da se genocid dogaja. Jaz pa nisem vedel, še nikoli nisem slišal, da je zemlja kaj drugačke okrogla. Še nikoli nisem slišal, da bi kakšen sodnik kaj narobe odsodil, ne. Zdaj, zanimivo pri celi zgodbi je, kako se v bistvu probajo poriniti nazaj v mišje luknje, v bistvu zaliva voda, tako kot Dubaj je pod vodo, ne vem, če kaj spremljate, voda je sinonim za resnico, ki poplavlja in preplavlja ta planet. Zdaj, jaz sem v nedeljsko oddajo sem poimenoval Zakon ljubezni obvezno in glej ga zlomka, YouTube pravi, da pa to pa ni dobro za skupnost, ne? Da to je pa v bistvu violence, ne? Se pravi nasilje, grožnje, ustrahovanje, ne vem kva, vse so si zamislili, mislim katastrofa. Imaš poskus umora, pa oni pogruntajo, da v bistvu si mahal z rokami in rovaril in zato je boljš, da si ti kaznovan, kakor tak je imel poskus umora. Skratka, ta svet je toliko jebeno na glavo, da mi gre v bistvu na moment na kozlanje. Na momente imam občutek nemoči, da sploh nismo nič naredili, ne z mojo pomočjo, ne z pomočjo nobenega glasbenika, ne nič. Človeštvo je obstalo v bistvu v tej fazi, saj me noben ne vidi, a ne? Ne bom naredil spremembe in matrica je zmrznila v tem, ne znajo iti ne naprej, ne nazaj. Katastrofa vseh katastrof, nas bolj bi rad dopovedal, ali je vsem vse odpuščeno. Vsi smo božji otroci. Mislim, pustimo zdaj hibride pa reptile. Ampak mi smo božji otroci, nismo vedeli, zajebali smo vsi. In kaj ćemo zdaj? A tako narediti, zdaj pa bom pa do smrti tako. Ne bo šlo tako, treba odprti oči, face your bullshit, ne? Torej se srečati s svojim sranjem, ki si ga naredil in piči dalje z popravljenim delovanjem, ne? Z zdravim delovanjem. Sej, če je dobro zate, pa za so ljudi, pol je vse v redu, tvoje dejanje. Če pa je dobro zate, pa za nekoga drugega, ne, pol pa to dejanje ni v redu. In tako dejanje bo sankcionirano brez pike dvoma. Sam da se nas malo zbudi še kakšen procentek, pa bomo naredili rom-pom-pom, brez problema. Po drugi strani pa imam občutek, da je stvar toliko napeta, ne,
Samo še punk manjka in bo domino efekt se zgodil nekako po državnem aparatu in tako. Zdaj, nekje smo, jaz zagovarjam stvari, da v bistvu resnica je zmagala, ljubezen je zmagala, matrica ne more iti naprej, sistem je v totalnem propadu in zdaj dost ljudi pravi, ki se pa ki vidi, ne? To so tisti, ki v bistvu sovražijo, v bistvu še nekako sem napisal, sem probil spomniti, tisti, ki vas imajo za norega, ki pravijo, da ste malo ubrisani. To niso vaši ljudje, vešte, to so toksični ljudje. Jaz drugače, bolj enostavno vam ne morem povedati. Ko boste te odpikali za začetek, boste pa naredili selekcijo med temi, ki se izkazujejo, da so vam, ne vem, roditelji, prijatelji, v službi sodelavci, wow, prijazni in to, pa ni to tako, mnogo je tle podmuklosti, jaz sem v zadnjih 2 letih tudi na račun piknikov želel spoznati ljudi, pa je vse sort prišlo pa šlo. Tako nekako bi rad vam dal, da v bistvu prideš do ugotovitve v življenju, da si za vse sam in da je prav, da se postaviš na svoje noge in ne računaš na nikogar, ker v večini primerov jo boš točno po prstih dobil od tega, ki se je predstavljal, da ti daje kao pomoč, a ne? Zdaj v bistvu je bilo kontra, ne? Mi empati napajamo planet, nič drugačni. Ni enostavno razložiti, se pa da dojeti, a ne? Zdaj lahko bi celo mi tudi sam verjel, pa bi šlo, ampak ker smo zgubili zaupanje vse, je prav, da v bistvu vsak skozi svoje izkustvo dohvati, kako je bil empat v bistvu baterija in napajalnik. Skratka, kje imamo dokaz, da matrica poka in da sistem propada? Dajte se zavedati, oni so nas vedno v času lepo mahinirali, ne? So nas vozili 1. svetovna vojna, pa 2. svetovna vojna, vedeli so, da rabijo 3 svetovne vojne, pa osvojijo svet. Veste, meni ni bilo nikoli jasno, zakaj se imenuje 2. svetovna vojna, če pa je potekala na območju Evrope. Sej, a je bilo še kaj druge? Dobro, ok, Japonska, pa tako. Ampak generalno to je bilo tle. Nemčija, Italija, Francija, zdaj sem že jaz malo pobrkal, ampak oni so želeli svetovno vojno, kot so jo zdaj probali nekako nakazati. Izrael, Ukrajina, še v Franciji zanetati, pa Rusija, pa vse posod so teli oni zanetati, vse splošno paniko so teli zagnati, vendar ta jim ni uspela. Začeli so s covidom, videli so, da jim covid po enem času ne gre in so rekli, ja, pa če ni covid, pa dajmo pa klimatske spremembe. In že klimatske spremembe niso prinesle dovolj ustrahovanja, pa so rekli, ja, pa dajmo pa zdaj vojno v Ukrajini, ja, promocija vojne v Ukrajini. In pol je bila naenkrat Sirija pa Gaza, pa pol vmes so imeli nuklearno vojno, pa zdaj je prišla spet Iran pa Izrael. Izrael je v propadu, to ni bila nikoli država registrirana in je v bistvu v kapitulaciji generalni in more biti. V vseh teh promocijah vojne kot ustrahovanje ljudi uporabljajo ene in iste posnetke, kar v bistvu teoretiki zarote, a ne? Mi, ki smo teoretiki zarote, vemo, da tisti, ki prakticirajo zlo oziroma zaroto, a ne? Mi jih prepoznamo, te praktike, ker jim uhajajo stvari. Kaj je zdaj s korono? Katera različica? Kaj je zdaj s cepljenjem? Ne? A veš, oni v bistvu zgubljajo čisto vse vzvode za ustvarjanje strahu in panike, kar je seveda prvi in osnovni vzvod za manipulacijo z ljudmi. A ne? Zdaj, ostalo jim je, kaj še? Ostalo jim je le še vremenarstvo, ne? In zdaj z vremenarstvom so včeraj uspeli Slovenijo dvigati na noge. Mislim, en sromakov gnoj pada, ne? Sromakov gnoj je pač spomladanski sneg, nikaj, tako je. To je rek, je tak, to nisem se jaz zmislil. Mi smo imeli 50 let modificirano vreme. Zdaj smo pa prišli na to, da je treba pa paniko narediti iz temperature, ki malo padejo gore dole. Sej se strinjam, oni bi nam zakrili sonce,
pa ne gre, ne, so kar mrk naredili, ampak od mrka dalje marsikdo izmed nas čuti konkretne spremembe v smeri sebe, marsikaj v notranjosti neopisljivega se da občutiti. Na drugi strani je pritisk temačnih, ki zapadajo v nemoč, ki so jo imeli do zdaj, torej premoč jim pada, normalno v takem primeru človek še bolj panično dirka, ne? Mislim, ranjena žival je nevarna, ne? Mislim, nevarna, nič niso nevarni, navadni pezdetje so, mi imamo moč 100, oni imajo pa moč 0,0002, recimo, ne? Toliko tem, prej so oni kolektivno bili zvezani. Skratka, to jim pada, prej so stvari peljali, zdaj jih je pa malo brzina zjebala, če smo čist iskreni in ne morejo oni, a veste, kolektiv, če hoče tisoče ljudi delati proti ljudem, oni rabijo nek določen čas, da se obvestijo, da sprocesirajo in da v bistvu grejo naprej. Se vidite, kako so upravne enote delovale, pa sodišča, pa vse sranje. Ne? Pač rabijo čas, zdaj pa jim čas se kompresira in jim spizdevajo stvari iz roke, v prosti izrazu, tako moram reči, ker pač tako je. Skratka, ne gre jim matrica brezpogojno razpada. Ni več poti nazaj, nikakor ne, in zdaj bomo videli, do kje gremo mi naprej. Mi smo pogruntali, da edina stvar, ki nas lahko odreši, je ljubezen. Ljubezen do sebe, ljubezen do vsega živega. Naj si bo cvetja, drevesa, cvetja na drevju in ptice na drevesu ob cvetju. Pač to je lepo. In mati narava, kreator, nam je dal lepote sveta, ki jih je treba znati videti. In kdor zna videti, to je rekel Mali princ, moš gledati s srcem, če češ kaj vedeti, ne velja zdaj tisto pravilo, kjer smo rekli, če pa ne vidim, pol pa ne verjamem, ne? To pravilo ne velja več. Ja, no in skratka, mi smo v bistvu živeli v eni grozni sceni, kjer je mnogo ljudi igralo ljubezen, delovali in živeli pa so sovražno. Iz roda v rod. Mi smo tisti, ki moramo presekati in reči, ne sovražim nič več in samo še ljubim. Pa boste rekli, pa ne da se to tako čez noč, to je pa težko. Ja, se strinjam. Ni enostavno zastopati, kater del v človeku moraš ljubiti, medtem ko te je on z besedo ranil, a ne? Vsi imamo noter dušo in duša dušo ljubi in to je satanizem vedel, da v bistvu duša ne more. Tako je nekako narcizem zmeri čoknil človeka, ker je računal na empatijo, na večno odpuščanje, na vedno novo in novo šanso smo vedno dajali ljudem, pa sej se bo, pa ovo, na kar smo ugotovili, da se v bistvu ljudje niso nikoli nikamor spremenili. Ugotovili smo, da so se v zadnjem času mnogi samo razkrili, ne bo sodnija, policija, vse segmenti, vsi se samo razkrivajo. Jaz imam take stvari res pred sabo, okrog papirologije, zadnji teden, priznam je, imam toliko enih pritiskov z vseh strani, ne si bo medijsko, ne si bo fizično, ne si bo pravno, ne si bo čist z vseh kotov probajo strest name, da bi moja luč zadimila vse, da bi mi pokril, da bi tudi jaz prišel do tega, da zasovražim koga. Uspešno zaenkrat brcam čez to, pa se rečem, da to ste čisti pajacisti, ne, pajaci in vržem stvari čez ramo, ampak iskreno vam povem, nisem si mislil, da bodo šle stvari tako daleč, pa sem pogumen že nekaj časa, pa sem mislil, da smo že sta hudga ven, pa vidim, da še pritiskajo, ampak nič ni to resnega, nič ni to življenjsko nevarnega, nič ni to, da bi rekel človek, zdaj pa bomo pomrli zaradi tega. Ne, mi prihajamo v lepo zlato dobo, v ozadju se vse stvari že sestavljajo in funkcionirajo in vse je tako, kot mora biti in vse se dogaja tako, kot se mora dogajati, vključno z ljudmi, ki ne kažejo znakov prebujanja. Ne? Vse pride na vrsto ob pravem času.
Dejstvo je, da v bistvu ta sistem je povezovala Satanova zgodba in Satan je ljudi povezoval z denarjem in pogojeval z grehom in denarjem, nekako tle malo morate zakontemplirati sami. Za razliko od svojih otrok, Atovih otrok, božjih otrok, ki pa jih pa oče, Ata, ljubi neizmerno in jih nikoli ne bo izpustil. Nevidne sile delujejo v ozadju na nas in ni nobenega razloga, da bi nas lahko bilo strah. Mislim, satanizem proba strah vcepati. Jebi sneg, jebi si materin sneg, no. Mislim, a zdaj me bo pa strah snega, ker bodo redkvice slabo speljale. Kada bodo prvič slabo speljale, kolikrat smo imeli mi slabe letine, dobre letine. Bože, narava se vedno urihta in vse bo na koncu koncev v redu. Skratka, razlika med tistimi, ki se predajamo ljubezni in Bogu, Atu, se moramo zavedati, da nas on neizmerno ljubi, ker na zemlji delimo ljubezen. Nič drugega ne zahteva od nas, da živimo v ljubezni, za ljubezen in iz ljubezni in nikogar ne sodimo in nikogar ne obsojamo, ker to ni naše delo. Puščamo karmi svobodno pot, da ona oddela, kar je za oddelati in marsikomu se že dogajajo stvari, joj, kako se mi je to zgodilo, ja, če si kradu, ne. Skratka, Ata nas ljubi, Satan svojih podanikov ne ljubi, a ne, on jih izpljune, čim naredijo greško, jih izpljune, brez milosti, še celo jih kaznuje. Tako, mičkaj bom šel čez stvari, precej se pojavlja, jaz sem zdaj že parkrat dobil nekako do sebe, da sem svetli temačnež, da sem lažna luč in to strani ljudi, ki jim frisa pa glasa še nismo slišali, pa videli, nekako zdaj pisati zna vsak, veste, knjižnice so polne, je fajn, če se ti z avtorjem usedeš, ne, pa da ga vidiš v fris, pa rečeš, ja, ti si pisal o ljubezni, ja, v bistvu pa vidiš, da je to, ne, hočem reči, bomo morali pokazati, kaj ljubezen je in iz tega razloga tudi jaz se Sabino dam naprej, pa sebe naprej, pa psičke, pa v stvari, ki jih imam rad in ki jih ljubim, iz svojega življenja govorim, ne govorim iz naučenosti, ne govorim iz vzgiba kopiranja, ampak iz sebe, o ljubezni. Z ljubeznijo pa vedno pride zraven in obilje in pride, kako že, obilje in zdravje. Tako, najprej je mentalno zdravje, valjda telo sledi umu in je tudi telo v redu. Zdaj, v zadnjem času marsikomu je potreben počitek v večji meri, kakor je bil potreben. Če se le da, kolikor se da, poslušajte svoje telo, pazite na hidracijo, počivajte, kolikor rabite, nimate pojma, kaj vse se nam dogaja med tem, ko spimo, niti ne rabimo tu fraktale razdeljevati, kaj se dogaja, ker v bistvu noben niti ne rabi razumeti tega, kako deluje, ne vem, karkoli pač, glavno, da deluje, naj dela. Bodite pozitivnih misli, stresajo, negativizma, kolikor duša da, ne padajte na ustrahovanje, to je edino orožje, ki ga imajo in z njim zelo slabo pelejo, ne? Ok, mi moramo vžgati ta naša čutila pravzaprav za nevidne stvari in res vam prvoščam in želim, da se mičkam bolj orientirate na to, kaj nekje v sebi. Čutite, kaj je prav, kaj ni prav, vi noter že veste, pa glava pravi, ma ne, sej pa ta kalkulator dela, ne. Ta notranja intuicija, to je tisto, kar šteje in lahko se kar zanesete, seveda pa lahko si vzamete čas in opazujete. Nekako sem hotel še reči, da se mnogi skrivajo za papirologijo, ki so si jo napisali skozi zakonodajo, a ne? Tako so mi naročili in tako je, a ne? Ljudje so izklopili svojo glavo in so rekli, tako piše, tako je po zakonu, tako so mi naročili, samo izpolnjujem ukaze. Pa dajmo iti nazaj, kdor je dal za prisego, da deluje po ustavi,
mora delovati po ustavi. Ne glede na to, če mu je šef naročil karkoli, mora človek delovati najprej po ustavi. Tle je padlo 99,9% ljudi, ki bi morali delovati ustavno. A je prav? In ker niso delovali ustavno, jih je treba zaustaviti na drugačen način. Že to je dovolj, da osvetlimo sranja, a ne? In imamo možnost javnih, bom rekel, kanalov, ne si bo Facebook, YouTube in ostali kanali, kjer lahko mi začnemo dejansko širiti resnico. Resnico v kontekstu halo, kakšna je bila to tam sodba, kakšna je bila tam to tožba, kdo je dal vlogo, kdo ni dal ugovor vesti, kdo bi moral, kaj so govorili. Mislim, zdaj gledam po medijih, so najdli 3 fante, ki so ukradli avto in derkali in iz tega celega lama, veš, tam pa v bistvu ljudi v kazenskem v kaznivem dejanju, vsi vredni zapornih kazni, cela javna uprava, mislim javni sektor, to je štala velikanka, ampak zdaj so pa 3 fantički, ne strinjam se jaz s tem, kaj so 3 fantje ukradali avto, derkali, pa so ga pa tam pustili, kjer so ga dobili, ampak hočem reči, kako mediji znajo vzeti eno stvar iz muhe narediti slona, zato da pokrijejo enaka velika sranja v ozadju. Ne? Tudi Izrael ni tako, kaj je bistveno bolj drugače, ker mi imamo, veste, spletne kamere ne lažejo, ne? Veste, mi imamo na domu, na slivnici imamo kamero, kjer piše, kaže, koliko je vremena, v Tel Avivu jo pa ni take kamere, ali kaj. Mislim, kdor se poleti to brskati, ziher najde svašta. Tako da, dajmo se mečkan verjeti, malo uporabljati možgane, da ne bomo zavedeni na vsakem koraku, naj si bo z vremenom ali pa vojno ali pa virusom, ki ga ne dela, ki ga ni. Prebujeni želi pomagati, mora znati pomagati, ni v skrivanju in v molku, tako. Kdo je prebujen, kdo ni prebujen? Prebujen je tisti, a veste, mnogo ljudi se samega sebe identificira, jaz sem pa že 20 let prebujen. Mislim, kje imaš dokaz? Mislim, jaz vem, da Freddie Mercury je bil prebujen in France Prešeren tudi, pa ne bom zdajle detajliral vseh, ker jih ne morem, ampak zame Smolar in Mlakar in Siddharta in Hamo in ne morem jih vseh našteti, se opravičujem, vsem, ki jih spustim, pa ene, kar v eno ponavljam, ampak hočem reči, ko se prebudiš, začneš dajati, začneš prebujati ostale. In zdaj meni nekdo reče, jaz sem tudi že prebujen, pa ne vem, pol pa delam te neke tehnike in prebujam ljudi, tako pol. Mislim, po njih delih jih boste poznali, je rečeno. In to je dejstvo. Ne? Ljudje, ki so prebujeni, se ne skrivajo. Skrivajo se podganari, skrivajo se tisti s kosmato vestjo, skrivajo se tisti, ki imajo podle namene in jim zmanjka nekega teksta. Pa imam spet v mislih, naj si bo Balinova, pa naj si bo Rubin, pa še teh falotov, ki so probali prodajati oktogone ali kažne piramide, pa kuhati kis, pa groziti, ne vem, kakve scene smo vse dali čez, 4 leta ni malo dobe, ne? In tako, v bistvu prebujeni, v bistvu se začne dotikati modrosti in mu je jasno mnogo več stvari, ki jih sploh lahko da ven iz sebe. Plus tega pa se človeško dušo vidi. To bi jaz mogel narediti tečaj, ne? Kako vidiš, kako prepoznavaš, duša je, kako se že reče v očeh se vidi duša, ne? Jaz sem to zmeraj študiral, pa kako zdaj vidiš, ki je duša, ne? Ampak dejansko se na očeh vidi duša, to bi mogel se pravi narediti, jaz kar eno posebno učilnico, ne? Tako, kot bi mogel narediti učilnico, bi se radi znebili preteklosti in tesnobe, ne? Morate razumeti, kakšno moč je pravzaprav imela ideologija sovraštva, ne? Tukaj smo zaradi tega, ker je moč sovraštva nadvladala moč ljubezni. Začasno nekaj stoletij ali tisočletij, ne bom šel v detajle. Ko pa začnemo kolektivno užigati ljubezen, tle pa moramo se zavedati, kako velika sila je to, da v bistvu je mržnja
tako velika, ljubezen pa tako velika. Ne? In zdaj vsak, ki se je predajal sovraštvu, torej antiljubezni, je bil za to nekje nagrajen. Ne? Ni bil svoboden, bil je pa nagrajen. In zdaj v bistvu, bolj ko si svoboden kot ta ptičica na veji, večjo silo ljubezni deliš na ta svet in to je neverjetno. Si sploh ne znamo predstavljati, kako zelo velik impact na zemljo to ima. Tako da bi vam res položil na srce, dajte spustiti sovraštvo do vsega. Do te zadnje stvari, ki ste jo sovražili, dajte to na stran in poiščite, kaj imate radi. To je čisto osnovni ključ, a ne? Ja, smo rekli, da se dogaja aktivno separacija, pač negativci, ti, ki so sovražili, se ne morejo več skrivati in lahko jih zlahka identificiramo, a ne? Ker v tej paniki, o kateri smo prej govorili, oni v tej paniki na hitro reagirajo in bleknejo tisto, kar ne bi smeli blekniti in ampak beseda je že ušla. Nikaj. Hitro je njim hitro prehitro in nekje se kaže njihova smer, kam so usmerjeni, torej v negativo, sovražnost, neumnost, primitivnost, nerazgledanost in seveda, kaj sem že rekel, mržnja. Ne? Vse izhaja iz mržnje, iz ljubosumja, da ljubosumja na to, kar imamo. Imamo čisto vest, imamo karakter, imamo v sebi mir, imamo v sebi moč kreacije in še je tega. Oni tega nimajo, ker so to zamenjali za spet ne vsi. Ne bi rad, da mi nekdo reče, Turšič, vse devaš v isti koš, ker ne. Vem, da je v vsaki branži so dobri ljudje in so v vsaki branži slabi ljudje. To je bil catch, trik tega satanizma, da je prav v vsako poro usadil svojega. Ampak v vsaki pori so pa tudi naši že. Tako da je vse v redu, le zbuditi je treba naše ljudi, da rečejo, pa dobro, pa se jaz res le vse pijavke pa jaz futram na firmi, pa gonte se, ne? Tako malo bi bilo fajn, da se postavimo vsi na svoje mesto. Marička, kako teče čas, bomo šli na hitrco čez par stvari in to gre takole. Ste pripravljeni? God wins. Bog je zmagal, ljubezen je zmagala. Mi gledamo samo še pajace, kako propadajo. Generalno matrica je v propastu, Švab je mrtev, mislim, celo mediji morajo kaj o tem povedati. In pripravite se na to, da bo ljubezen poljubila in objela kompleten planet in ta ljubezen ni nekaj tam, ampak to smo mi, tisti, ki smo nosilci ljubezni. A je prav? Tako da dajte se zavedati svoje pomembnosti in svojega vpliva na tem planetu v tem času. Za tiste, ki delamo za Ata, so blagoslovi že tukaj. Ne? Da ne govorimo o materialnem obilju. Ne rabiš biti teoretik zarote v dan danes, ne? Da bi zaznal, da nekaj hudo ne štima. In v bistvu zdaj, koliko ljudi se še vedno obnaša, kot da vse štima. Ne? Torej, zame so to sodelavci sistema, torej moji sovražniki oziroma tisti, ki pomagajo sistemu, da lahko rine vame in v naš mir, pravzaprav v naš svet. Ne smemo jim dovoliti, da se to dogaja. Mislim, vsak mora pri sebi reči, stop, pa je. The old world, ja, stari svet se v bistvu razpada v počasnem posnetku. V bistvu lahko celo čutite, kako se čas gosti. Neke stvari se v bistvu pospešujejo. To je tisto, kar smo prej rekli, matrica v bistvu je čedalje v večji paniki. Brzina. Videli bomo pa en momentalni break, prelom, zlom matrice.
kdaj točno se ne upa nihče napovedati, tako da vse datume, ki so vam napovedovani, pustite na stran, lahko mičken pogledate, kako Schumann lepo dela, do takih grafov še nismo imeli, da temačnosti pač ne gre. Ja, in v nekem momentu bo prišlo do kolapsa, ne bodite v bistvu zavajani strani strahu, to se trudijo zdaj na vse sovde uriniti v nas strah, ne popuščajmo. Mnogo več stvari je, ki so za narediti, ostanite sfokusirani, ste na varnem. Jaz tem besedam zapisanim verjamem, jih občutam, na momente tudi jaz padem, zaniham v kontekstu, jo pa kaj z ljudmi, pa to sem kamor ne premakne, ampak ni to stanje, ki bi bilo za zmeraj, ker se pač zavestno trudim stvari flikam čez ramo, ker vem, da vse poteka tako, kot mora. Ja, evo in ljubezen, kaj je ljubezen? To je definiciji mnogo, sicer tlele je na sliki par, ki recimo nakazuje, da v tistem momentu, ko prihaja do te, bom rekel, goreče želje, takrat človek pozabi na vse, pozabi na čas in na vse. Zdaj si pa probajte zamisliti slikarja, ki slika. Kaj, mislite, da on razmišlja o tem, kako bo kumarce poflancev pa neki? Ni on sliko riše, ne? A mislite, da pevec, ki je na odru na koncertu, razmišlja o tem, kako more, kaj jaz vem, avto peljati na servis? Ne. Ko si v ljubezni in ništa drugo ni potrebno, odpade vse. In kadar se vam ustavi čas pri vaših dejavnostih, to so stvari, ki so ljubezen, in mi bi mogli imeti takih stvari čim več. Ne? Zdaj meni se med mnogo oddajami zgodi točno to, recimo evo, zdaj 31 minut je že mem oddaje, oziroma tega govoričenja, pa se mi zdi, da še sploh nisem začel razlagati stvari, ne. Tako, mislim, kar ima človek rad, to je bistvo. Skratka, ljubezen je goreča pozaba vsega drugega. Jaz mislim, da to je prečudovita razlaga, tako da hvala avtorju tega mima. Let's heal so we can't stop. Dajmo se mi ozdraviti, zato da bomo lahko nehali poškodovati druge ljudi, ki bi jih morali ljubiti. Zato, ker mi projiciramo lastne rane na njih. Mi smo se o tem pogovarjali, če ne pozdraviš lastne rane, pol tista gnojna rana oziroma gnoj iz te rane bljuva na druge ljudi, tiste, ki bi mogel imeti rad, to so otroci, partnerji in tako naprej. Tako da moramo se pozdraviti, ker to je edino pravilno. We are here to ruin your indoctrination. Ja, žaboni gor in dol, tisočkrat obdelana, vsaj z moje strani, že tematika žabonov, to je Pip the Frog, žabec Pepe, ki pravi, tukaj smo zato, da uničimo vašo indoktrinacijo. Ja, to je v bistvu res naša naloga, ljudem dopovedati, da zemlja ni kugla. Pika. Pika, ni kugla. Ja, pa tjupa. Ni kugla, pika. Da prines dokaz, da je kugla, pa pojmo dalje. A veš, taki je za bit, on ne ve, stari, nobenega dokaza, on bo tam najdel nekaj, ki piše, nekdo nekaj rekel. Skratka, to indoktrinacijo je treba ljudem zbiti iz glave, ker sami so jo očitno odnaučiti ne znajo. In bomo pomagali. In ja, zlo ne more več obstajati v novem, višje vibrirajočem okolju na zemlji. To je to, kar smo priča zdaj dogajanju, enostavno zlo ne obvlada več, ta swamp, to močverje ne deluje več, posušeno je močverje, a ne? In to seveda ni dober plac za hudiča, a ne? Zemlja ne bo nikakor več prostor in primeren prostor za zlo in dobrodošli, da ste del, kjer ljubezen prevladuje in upravlja z vsem. Zakon ljubezni obvezno, pika. Oni so imeli pa zakon zla, ne, Spremeni se, spremembo naredi počasi, ne gre sprememba na brzino, je kar malo boleča, ampak nič hudega.
ni hitrost pomembna, sprememba smeri je bistvena. Ne? Napredek bo prišel nemudoma, kadar se človek iz smeri sovražnosti obrne v smer ljubezni. To je napisal Paulo Coelho, za katerega so imeli toliko besed, da je temačnež, ne, tako kazame. Kaj so že napisali? Svetli temačneži, kakšne izjave imajo? Kakšni svetli temačneži? Farizeji so, ali smo pa light workeri? To dvoje, lažni glasnik ali pa light worker. Kaj je zdaj to? Svetli temačnež, to je neka dobra besedna izmišljotinka, ne? To so te njihove izmišljotine butaste, ki ne peljejo kamer. No in takole nekako je človek v bistvu en paketek denarja pod pretvezo videl 3 v isti sapi, pa ostal še brez tistega, kar je bilo v žepu. Torej, neke vrste, veš, ko greš v igralnico. Jaz sem bil tam zato, ker sem delal, ampak v igralnici je to ta princip. Wow, nekaj bo, not greš 100 evri, van greš pa prazen po 3 ali pa 6 urah. Ne? Tako nekako je v tem svetu, kjer v bistvu ti vzamejo prav vse, kar se vzeti da, ko je sistem funkcioniral, da je napajal samega sebe in uporabljal milijone in milijarde za to, da je ljudi zastrupljal, da jih je zavajal, da je prav možgane in doktriniral in tako naprej. Sistem je bil po eni strani zelo potraten za uničevanjem ljudi, po drugi strani pa svoje ljudi bogato nagrajeval. Če smo zdaj dobili neko informacijo, da je direktor mariborske bolnišnice dobil koliko? 72.000 evrov januarske plače. Koliko? 72.000 evrov, pa daj ga srat za delo česa, to je, mislim. A veš, pa fuzbaleri so najbolj plačani, ne? To dvoje. Tisti, ki pa delajo, ki ustvarjajo, to pa ne, to je pa minimalac, pa še malo manj. No, to je recimo tudi eno hudo dognanje, ki mislim, za tole moraš skontemplirati, tole ne moraš reči, ja, ok. Poseduješ identično energijo, ki je tebe ustvarila. Kako bomo zdaj to rešili? Torej, če smo ustvarjeni strani Boga, imamo identične lastnosti, kot jih ima Bog. Sem zaklenjene so. Zakaj so zaklenjene? Ker je človeštvo svoje sile, svojo energijo uporabljalo v negativno smer, zaradi tega je zdaj prelom in testi, da v bistvu vsak človek zagotovi, da bo deloval s čistimi nameni, izključno v pozitivo, nič v negativo. Torej, mi smo sposobni svet uničiti, toliko energije imamo, ampak ni ata dovolj, da ga uničimo, ampak da ga postavimo nazaj in tako je bil v štartu mišljen, a ne? Pa seveda vmes mnogo uničen. Vaša energija je nalezljiva, lahko na ljudi vplivate, lahko pa jih zastrupljate. Zapomnite si to, vaša osebnostna energija na ljudi vpliva ali jih zastruplja. Torej, ali od vas grejo packe ali od vas gre svetloba. Pomislite, kaj dajete od sebe, bodite previdni. Več kot dajete packe drugim, večjo karmo si rihtate, več kot date svetlobe od sebe in ljubezni in toplote, večjo darmo si rihtate in darma je tisto, kar se išče. Bodi dober in dobro se bo vrnilo, slej ko prej, ko brško ne. Ja, ljudje bi le lahko, ko bi le lahko vsi nehali poslušati ljudi, ki nas skušajo ubiti. To bi bilo super za začetek, ne? Mislim, mi moramo se zavedati, da poslušamo narativ morilcev. No, so politiki, to je taka, mislim, danes neverjetno, no, jaz ne morem verjeti, da ljudje meni še vedno pridajo, je, veš, ti, jutr bo pa sneg. Pa kje ti to bereš, majmun zmešan? Pa kaj je to? Pa, mislim, a to je bistveno? Bistveno je, da ljudje verjamejo morilcem, to je bolj problematično, ki jih vidijo na televiziji, ne? Tako, mislim, to je sicer en tak angleški meme, ki sem ga jaz predstavil v slovenščino, nisem prevedel, ampak se mi zdi izredno dober, ne? Mislim, nehajmo poslušati morilce, mislim, kar oni bi nam narekvali. Mal, kaj bomo, kaj ne bomo, kaj smemo, kaj ne smemo. Pustite nam ta svet, sem jaz rekel. Ne, to je rekel Vlado Kreslin. Pustite nam ta svet in sem dal komad na glas.
In YouTube reče, tole pa kršitev YouTube-ovih smernic, to pa ne bo šlo. To je pa hujskanje, ne? Nagovarjanje ljudi, na glavo svet, mislim. Ampak okej, tudi na tak način se kažejo, kaj zagovarjajo. Ja, in skoraj polovico življenja ti je vzeto, preden odkriješ, da je v življenju najbolj pomemben projekt do it by yourself, torej naredi sam, ne? In jaz sem se dostikrat hecal, joj, pa za vse sem sam. Pa tako se te stvari pokrijejo, prav res, en cel kup stvari moš narediti sam in v bistvu ne računaj na druge. Lahko računate na prebujene, na plemenske, čiste ljudi, na njih se da računati, vendar da pridemo do tja, pa mora vsak iti čez fazo tega, da zaupa sam sebi, potem pa bo lahko tudi na njega kdo računal in ta bo lahko računal na koga. Ok, hate no one. Nikogar ne smemo sovražiti, ne glede na to, kako so delali kontra nam. Živite umirjeno, ne glede na to, koliko imate premoženja. Razmišljajte pozitivno, ne glede na to, kako težko je življenje. Dajte več, tudi če vam je bilo dano zelo malo. Pozabite in odpustite vsem in vse, predvsem odpustite sebi in nikoli ne nehajte verjeti v to, da želite dobro vsem. Okay? Vsem moramo želeti dobro, in ako so oni nam naredili krivice, samo ljubezen jih lahko reši. Sovraštvo rodi več sovraštva, to je Satan vedel, zato pa je sovraštvo v sadu in tukaj smo, kjer smo. Mi moramo zamenjati pola, pa bo šlo. Ne? In evo, recimo, s temle sem se jaz strinjal, res sem mičken, sem za njihov dol, priznam, ampak sem se tudi dvignil, tako da vse ok. Čak i najbolji ljudi, celo najboljši ljudje imajo svoje meje. Ne prejiti ljudem teh meja, ker tudi najboljši ljudje postanejo najbolj okrutni, kadar jim je vsega dost. Jaz sem rekel, dost je dost, naj vam pride enkrat do točke, da je dost in to je zame točka preboja. Jaz sem v tem fazonu doživel svoje točke preboja in naj vam postane dost tega narativa morilcev, ki želijo ustrahovati in komplicirati življenje in vas speljati na kriva pota stran od tega, kaj smo. Kaj smo? Kaj smo? Zaporniki. Oj, ne. Mi smo bistveno več, v zapor pa grejo vsi, ki so proti nam delovali. Kaj smo že mi? I am who I am. Kaj sem? Razmišljajte sami. Jaz sem vam to že večkrat povedal. Če odgovora na to ne veste, potem morate iti pogledati videe nazaj, ker sem že vse povedal, kdo smo mi. Držite se, dragi moji, uživajte, verjemte vase, ljubezen premaga vse. Ljubezen je v kvantumu že zmagala. Opazujte, kaj jim dogaja, kako jim peče po vesti in po ostalih bedarijah. Konec je blizu in neizbežen. Držite se, uživajte, ljubljeni vsi. Čau.